Prva asociacija, ko človek reče študij v tujini, je vedno finance, se pravi finančno stanje. Kaj pa glede tega? Sam si že omenil, da štipendijo si pridobil, splošni življenjski stroški. Malo nam povej, kako v bistvu zadeve potekajo, kako si jih sam razrešil. Ja, stroški so sicer kar visoki, predvsem najemnina oziroma vse, kar ta najemnina stroški skupaj šteti. To je v bistvu največ, ker to nanese tam okrog 600 evrov na mesec. Hrana sicer ni tak problem, ker cene so neke v bistvu identične našim, v nekaterih primerih celo nižje. Tako da s hrano ni problem, predvsem je pa največji strošek je najemnina, pa potem letalska karta, ki pa v bistvu tudi ni tak blazen strošek. Ampak v mojem primeru štipendija, ta ad futura vse pokrije, ker je res precej radodarna. Šolnino? Tudi šolnino mi pokrije, ja, do 12 000 evrov na leto menda. Se pravi, kar se financ tiče, ni to nek faktor, ki bi človeka bremzal, ustavljal? Niti ne, no, sicer je pa res, da so se šolnine v zadnjem letu zvišale na 9000 funtov letno, s 3000 pa nekaj, mislim da. Kar pa bi verjetno predstavljalo kar pomemben faktor, no, pri meni, če bi se še enkrat prijavljal. Jaz še na srečo imam zdaj po starem sistemu stare šolnine, ampak 9000 funtov na leto pa je kar zajeten znesek, tako da glede na to, da jaz nisem vedel, da bom štipendijo dobil ali ne, tam nekje do sredine decembra, je bil to v bistvu kar velik riziko, no, tako da, ker če ne bi pridobil, bi se moral zadolžiti ali ne vem, neka takšna opcija bi morala obstajati, to, ker nazaj verjetno ne bi hodil. Ampak ponovno, če bi se prijavljal, bi pa verjetno zdaj po tem novem sistemu kar premislil ali pa mogoče izbral katero drugo državo. Kaj pa cene nekega splošnega življenja, se pravi zabave in vsega ostalega, kar spada zraven? V bistvu je enako kot pri nas, no, niso pretirane cene. Tudi avtobusi so v bistvu tam okrog €1 za vožnjo. Pa ne vem, no, v bistvu sam življenjski standard je dosti podoben našemu, edino res te najemnine, pa te zadeve so pa precej višje. Kot rečeno, najdražji del tvoje angleške izkušnje so nastanitve. Kako si uredil nastanitve, kje stanuješ, s koliko ljudmi si deliš sobo, predvidevam? Ja, zdaj v tem primeru, to leto sem stanoval v bistvu v enem študentskem domu, čeprav je to nek privatni ponudnik, podjetje, ki po celi Angliji zagotavlja študentom neko nastanitev. Je pa drugače, sobe so pa reče se ta en suite, vsak ima svojo sobo v stanovanju, nas sicer živi 6, nas je živelo 6, ima pa vsak svojo sobo in svojo kopalnico, deljene pa so kuhna in skupni prostore, nek dnevni prostor. Ja, to je bila tvoja izbira, mogoče veš, so še kakšne druge možnosti? Ja, možnosti je v bistvu kar precej. Zdaj, lahko se odločiš, da boš živel v študentskem domu, kjer hodiš jest menzo, recimo v našem primeru smo si kuhali sami. Možnost je tudi, ne vem, deljena kopalnica, potem se lahko tudi prilagajaš, s koliko sostanovalci želiš živeti, lahko si menda lahko živiš s 3, lahko živiš s 5. Ponujajo tudi, ne vem, v bistvu cela stanovanja, studije, kjer lahko živiš tudi z večjimi ljudmi, s prijatelji ali pa partnerji. Pa tudi hiše, prave stanovanjske hiše, ki jih pa kar precej ljudi ponuja prav študentom, no, prav s tem namenom. So tudi urejene, da imajo več spalnic, pa potem neke skupne prostore. Tako da recimo precej ljudi gre po prvem letniku, ko se spoznajo,
potem v naslednjem letniku skupaj najamejo hišo, si delijo stroške, kar koliko so meni povedali, tu pride nekoliko, so stroške nekoliko nižji kot recimo v študentskem domu. Mislim, da so tam med 70 pa 90 funtov na mesec. Mislim, stroški najema z vsemi, potem ne vem, s kurjavo pa elektriko, potem je tekočimi stroški. Mogoče razmišljaš v to smer? Niti ne. Moški pa ženske pa sobivate skupaj? Ja, no, v bistvu se lahko odločiš tudi, če želiš, ponujajo to opcijo, da če hočeš, ne vem, zelo so uvidevni, no, ko se prijavljaš, lahko izbereš vse sorte reči, ali želiš biti v stanovanju mešanega spola, ali želiš biti samo z moškimi, ali samo z ženskami, ali želiš biti, ne vem, sprašujejo celo, če bi želel živeti skupaj, ne vem, če se opredeljuješ kot gej ali lezbika, da pa želiš živeti, ne vem, s takimi skupaj. Potem, ne vem, kadilci, nekadilci, vegetarijanci ali z nevegetarijanci, ali ne vem, ti je vseeno. Tako da v bistvu so kar uvidevni in je teh možnosti praktično nešteto. Tako, za zaključek pa mičkam bolj sproščeno, če pustiva študij malo ob strani, kaj pa družabno življenje? No, vsak kolikor hoče, no, možnosti je ogromno. Predvsej je tudi na sami univerzi našteto nekih klubov in societies, pač oni imajo te razne societies, ne vem, tudi sam lahko ustanoviš, če si najdeš par ljudi, ki bi isto stvar imeli, lahko tudi sam ustanoviš neko zadevo in ti potem univerza tudi do neke mere to sofinancira. Tako da mislim res, poiščeš si lahko pač karkoli ti odgovarja, so recimo, ne vem, filmski, pač te filmske družbe, pa ne vem, vrtnarske, pa vsi možni športi. Ne vem, imajo tudi razne te klube, ne vem, o Harryju Potterju, pa kaj pa vem, take. Skratka, mislim res, vse, kaj si bi lahko zamislil, je nekdo tam ustanovil, pa se potem lahko včlaniš, drugače pa tudi v mestu je zdaj je kar precej nekih klubov pa barov, kamor lahko greš. Žurke? Ja, no, pa tudi na kampusu, no, tudi vse te druščine v bistvu kar redno prirejajo razne zabave ali pa univerze ali pa potem tudi so razne tematske zabave tega v bistvu kar precej, no, dosti več kot pri nas, da so razne tematske in potem se tudi sred leta gruče ljudi našemijo v nekaj in potem grejo v nek bar in tam plešajo. Ne vem, pač dajo neko temo in potem se vsi isto našemijo in je potem zabava ali pa tudi, ne vem, tudi razne pač razrede, oziroma razrede niso ni toliko razrede, ampak ljudje, ki nekaj skupaj študirajo, so po navadi tudi imajo tudi svojo neko družbo in potem tudi oni te družbe recimo prirejajo zabave, pač so te skupaj študirajo na nekem programu. Zabave mislim, da čisto dovolj precej. Si spoznal kakšnega Slovenca? Slovenca niti ne. Vem, da jih je sicer nekaj gor, spoznal sem sicer neke Hrvate pa neke Srbov. V bistvu sem spoznal ljudi iz cele Evrope, pa celega sveta, samo Slovencev pa niti ne vem, da so nekje gori, vem, da jih kar nekaj študira, vem, da tudi lahko študiraš, ne vem, podiplomsko slovenščino, tako da vem, da je tudi nekaj profesorjev Slovencev, ampak tako spoznal pa v bistvu nisem še nobenega. Pa tudi ne rabim jih je tu kar precej. Razumem. Zdaj pa res čisto za konec, so se tvoje pričakovanja izpolnila? Načeloma ja, no. Edino je pa res, da se tista neka idilična podoba Anglije pa vseeno malo razblina, kar pa verjetno vedno, ko nekam greš, no, vedno se nekako malo drugače moment predstavljaš na začetku, tisto nekaj malo iluzorno in idealistično, ko pa tja prideš pa vidiš, da vseeno ni tako sanjsko tudi ne, pač življenje kot življenje, kot pri nas. Matic, hvala lepa, pa vso srečo pri študiju.